Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Odmevi Posavja, regionalnega časopisa Posavski obzornik. Naša današnja gostja je Jacinta Doberšek. V pogovoru z njo se bomo potopili v naš notranji svet. V njem prebiva marsikaj, tako strahovi, kot odločnost, kot pogum, kot iskrenost in še marsikaj. Ampak o tem malce kasneje. Jacinta, iskreno dobrodošla. Živjo, dober dan. Torej, za začetek najinega pogovora, za uvod v najin pogovor, morda nekaj besed o tebi. Odkot prihajaš, kako je potekala tvoja izobraževalna pot, kako poteka poklicna pot in kaj je tisto, ki ti privabi nasmešek na obraz? Še enkrat hvala za povabilo. Radečanka sem iz Radeč. Moje otroštvo, moje srednješolska leta so bila pravzaprav v mojem mestu Radeče. Tam sem se že kot najstnica, otrok pravzaprav, ukvarjala z glasbo in vedno so me zanimali ljudje in njihove zgodbe. Izobraževalna pot me je pa pol popeljala od Celja do Ljubljane, tam sem se zataknila kar za nekaj let, diplomirala, postala profesorica zdravstvene vzgoje in potem pravzaprav pri teh skoraj 30-letnih delovnih izkušnjah, profesionalni poti, ves čas nekako delovala na področju duševnega zdravja. Sem tudi mednarodno certificirani praktik neurolingvistike in pa tudi že dolgoletna svetovalka v duševni stiski pri Slovenskem združenju za preprečevanje samomora. Zelo bogata življenjska in tudi poklicna pot. Radeče so še zmeraj najlepše mesto. Ja, pa kaj si mislila? Radeče so najlepše mesto. Posavka seveda, zato tudi sodim v vsa okoliška mesta, tudi z svojim delovanjem. In ta pogled vase, ki si ga omenila na začetku, raziskovanje sebe, svoje notranjosti je pravzaprav nedokončana zgodba. Se mi zdi, da tudi že še tik pred smrtjo imamo kaj zapovedati o tem, oziroma se zazreti vase in pomisliti, kaj je tam notri. Spominjam se tvojega predavanja, imela si ga v knjižnici v Radečah. Rekla si, da je bolj namenjeno osebam, ki jih poznaš, domačinkam, ampak z njimi, svojimi besedami si se dotakla na nek način tudi mene, da sem tudi sama začela razmišljati o svoji notranjosti, kaj vse prebiva v meni. In kako se soočam s svojimi strahovi, ki jih morda navzven ne kažem, so pa in prebivajo v meni. In ti si takrat ponudila kar nekaj iztočnic, kako se rešiti iz določenih stisk. Ja, zdaj vesela sem najprej, da se te je dotaknilo, ker če se takšno predavanje, takšen pogovor, kjerkoli se že lahko te teme odpirajo, koga dotakne, potem ima to svoj namen. Notranji boji, notranje stiske, notranja vprašanja so del naših zemljevidov in pokrajin, ki jih imamo v sebi. In vsak ima svoje vprašanja, ker ima tudi vsak svoje notranji ustroj, notranje zemljevide, notranje pokrajine, ki jih je izoblikoval na različne načine. Od otroštva naprej, nekaj je prinesel na svet, nekaj so dodali starši, dinamika, starševska dinamika in kasneje sorejenci, če obstajajo v taki družini, kot tudi zunanja okolica. Potem izobrazba, kultura, skupnost, potem različne skupine, kjer se gibljemo in vse to v nas oblikuje neka stališča, prepričanja, nek notranji svet in dobro je, če se uspemo prebiti tekom življenja tako, da imamo čim manj omejujočih prepričanj, omejujočih rigidnih zadev, ki bi nam preprečevali radostno in navdušujoče življenje. Zato je raziskovanje tega, kaj me ustavlja in kaj me poganja naprej, res zelo smiselno. Na zaključku tega predavanja me je presenetilo tudi še nekaj, gesta. Objemi. Neznana oseba pristopi in te objame. To pomeni, da objemi v našem življenju ogromno pomenijo. A pa veš, kaj je bil ta objem? Ta objem je bil objem ene gospe,
ki je prišla do mene z eno rožico, če si ujela, in je rekla, bila sem na prejšnjem predavanju, pa tudi že na prejšnjem, in pomagalo mi je, da sem odprla doma z možem temo, ki je bila boleča leta in leta, in zato so ostala skupaj. Krasno, krasno. To pomeni, da pogovori, Ja. iskreni, odkriti, Seveda. kadarkoli, ne glede na starostno obdobje, veliko pomenijo. Recimo, kaj pa se zgodi v primeru, da je nekdo zelo, zelo odkrit in je potem tisti, ki mu je namenjena ta odkritost, močno prizadet in ne prenese te odkritosti. Ne ve, kako bi z njo ravnal. Tudi tukaj trčijo predstave o tem, kaj je prav in kaj ni prav od obeh oseb. Ne? Od te, ki želi in nekaj spregovori, nekaj pove, in tudi od tiste, kateri je to namenjeno. Na tej strani, ko se oseba odloči, da nekaj pove, spregovori, zagovarja resnico, ki je lahko tudi samo njegova resnica, ne? Je vedno dobro, če gremo na to pot razmišljanja o sebi, da se tudi zavedamo, da včasih čista resnica, čisto vse informacije, kar smo jih prestregli, dobili, registrirali, je podati naprej mogoče pomanjkanje mere. Aha. Ni nujno, ja. Kakšno stvar tudi kakšno zase. stvar zadržati in se ustaviti tako dolgo, da si ti odgovoriš na vprašanje, kdo sem jaz, da to povem, ali sem poklican, da to povem, ali sem jaz v vlogi pravzaprav sodnika, reševalca, ali nisem sploh poklican, da rešujem to. Tako da najprej je to vprašanje. Zdaj, če gre pa seveda za družinske odnose, za partnerske odnose, za partnerja, ki si mogoče nista uspela v enem daljšem obdobju izreči vsak svoje resnice, in ko pride nekdo, ponavadi to eden od partnerjev, do točke, da ne zmore več, potem pa je resnica, njegova stališča, njegova prepričanja, njegovo videnje tega nujno, da ga obelodani. Prav tako drži to za kakšne druge odnose, ki so bližnji domači odnosi. Dobro pa je, da pri tej resnici, pri tem obelodanjenju držimo držo spoštovanja, da izberemo besede, ki ne ponižajo, ki zgolj opisujejo situacijo, dogodke, predvsem pa, da obdržimo res neko dostojanstvo sebe in drugega človeka. Če bi se tega učili in zavedali in šli na to pot, bi mogoče marsikakšno nasilje tudi preprečili v družini. Torej, osnova je vsekakor pogovor, predvsem iskren in pa odkrit, vendar s pravo mero. Koliko nekdo prenese, koliko ne, a je trenutek primeren ali ne. Ja. Vsekakor pa je zelo pomembno to duševno ravnovesje, naše notranje ravnovesje, ne? Ves čas niha. Kako ga ohranjamo, kako ohranjamo to naše notranje ravnovesje, ker vam vsak dan prinaša nekaj novega. Lahko načrtujemo, pa se nam čisto tisti dan poruši, recimo, ne? Obstajajo kakšne vaje, tehnike, da lahko kljub stiskam, ki jih doživljamo, vendarle ohranjamo to svoje notranje ravnovesje in spoštovanje, predvsem do sebe. Ker v končni fazi mi smo pomembni, potem pa šele drugi, ne? Si že kar skoraj sama odgovorila, ampak zelo podpišem. Tako kot na telesnem področju, krepitev kondicije, velja isto za duševno področje in za naš notranji svet. Da krepimo to svojo duševno kondicijo, notranjo hrbtenico. To ne znamo vedno. Morda zelo veliko let, ko smo že mame, očetje, žene, starejši,
Zato je zelo dobro, če bi to že s svojimi otroci spregovorili, ko so manjši, a ne, na način, da je prostor, varen prostor tukaj doma, da se o tem in tem spregovori, da tudi, ko nekaj ne naredim prav, je dobro, je v redu, bomo videli, kako od tu naprej dalje. Skratka, ker pa tega, veliko ljudi ni imelo ali pa mogoče premalo, saj vemo, ne, naše mame, naše babice, to so bili povojni otroci ali pa celo vojni otroci in veliko stisk in trpljenja je bilo takrat, ne, in čustvenih zadreg in tudi enih omejitev, ne, v izražanju čustev. Zato generacije, ki smo danes mogoče starši, nismo tako zelo tudi še dali pozornosti temu in pa tudi naši starši ne. Vendar se učimo in ta pot pravzaprav, kako te stiske obvladovati, kako jih nekako peljati z eno notranjo držo, je v bistvu individualno vprašanje za vsakega. Najprej se je potrebno ozreti v sebe in spremeniti vase. Kako to naredim? Ne moreš se sam pogledati skole, ne? Ampak si postavljati vprašanja pogosto, če dali pogosteje, ko prideš do točke, da ti je to v redu. In si reči, kdo sem, kam grem, kam potujem, kdo si želim biti, kakšne so moje misli, kakšne so moje besede, kakšna so moja dejanja, se pravi od misli, besed do dejanja. Kako se jaz počutim ob teh mislih, ob teh besedah izrečenih in ob teh dejanjih in kako se odzove tisti na drugi strani. Ko s časoma dosegamo višjo stopnjo kritičnosti do tega, kako mi delujemo, takrat se že začnejo določeni premiki v sebi in na našem vedenju in to potem sproža naprej boljše počutje v meni, kot tudi boljše počutje in boljše odnose navzven. Torej, to vpliva na harmonijo, rečemo lahko temu. Ne? Ja. Recimo, ali nas telo opozori, da se z nami nekaj dogaja, da morda potrebujemo spremembo, da ne gremo v pravo smer in da oseba, ki je ob nas, pravzaprav ni tisto, kar smo želeli, kar smo pričakovali, ampak da ne valimo krivde na osebo, ki je ob nas in se trudi biti z nami, recimo, ampak se pogledamo vase pa rečemo, kaj pa je s tabo, kakšna so pa tvoja pričakovanja, zakaj ta oseba naenkrat ni tisto, kar si ti želela, pričakovala. V bistvu to je spet takšno vprašanje. Ne, Ja, in potem se odpravimo na pot spreminjanja drugega. Ne? Ja, da bi partnerja, ne? Ja. Sodelavca, mogoče celo našega vodje ali kaj podobnega. Ne? In se s tem ukvarjamo z vso ihto, predvsem v domačem odnosu s svojim partnerjem, naprimer, tega veliko slišim pri svojem delu, se noče spremeniti, pa sem mu povedala, pa to dela narobe, uno narobe, tretje narobe, vse je narobe, vse izvira iz te osebe in tako naprej. In on je krivec, ona je krivec za to, da sem jaz slabo, da je vse porušeno in tako naprej. Ne. Tako da imamo eno tako hudo bolezen, ne, če lahko rečemo temu, vendar izkaže se in resnica je, da lahko spreminjamo samo sebe in nikogar drugega. Mi lahko izrazimo nekaj, kar nam ni všeč. Slabo je, če ne uspemo izraziti. Če si ne damo tega dovoljenja zaradi, ne vem česa, nekih obljub iz preteklosti mogoče, nečesa, kar smo, recimo, ne, obljubila sem pred oltarjem, obljubila sem njemu, obljubila sem tako staršem, a ne, zaradi mene je prišel od tam in tam, ne, in ne, cel nahrbtnik imam te odgovornosti, kaj vse moram še rešiti do konca življenja, da bodo vsi zadovoljni in srečni, ampak se zatakne. In lepo in smiselno si je dati dovoljenje, ko nas začne to izčrpavati preveč. In ko življenje teče in smo konstantno nezadovoljni, pa nismo zato tukaj, da bi bili nezadovoljni, ne?
Življenje je vredno živeti, ne preživljati. In če smo skupaj, ne biti drug stran od drugega in se srečati samo na neki točki obrokov, naprimer, ne, in še kakšne zadeve, ki se tičejo mogoče otrok. In vsa ta zavedanja, vso to seštevanje nekje zadaj je proces. Ne. In če v odnosu, ki izčrpava, ne bo to domači ali službeni, ne uspemo iziti na noben način, se lahko začne izkazovati tudi v smeri bolezni, v smeri telesnih znakov. Tako duševnih simptomov na področju duševnega zdravja, kot tudi telesne simptomatike, ki pa je zelo različna to, kot nas je ljudi. Neke skupne točke seveda so, poznamo psihosomatska obolenja, ne, kot so alergije, srčna obolenja, kot razni burnouti, ne, kjer spodreže človeka popolnoma tudi lahko. Skratka, ko do teh simptomov pride, takšnih ali drugačnih, se zgodi točka preloma. Zanimiv izraz. Ja, točka preloma, kjer imaš možnost, kot da ti, ne vem, vesolje ponudi, ne, na dlan, lej, zdaj se pa odloči. Kako tu dalje? Ali isto, to je najbolj varno in udobno, a ne, saj to nam je poznano. Ne? Poznamo mehanizem, recimo družin, kjer je težava alkoholizem ali kakšna druga zasvojenost, ne? In nasilje, recimo, ne? Nad ženskami, tudi kontra, da ne bomo krivični. In je tako težko iziti iz tega odnosa, ne? Traja 10, 20, 30, 40 let do smrti, ne? Umrejo izčrpani in polomljeni v duši in telesu. Kaj pa je razlog za to, recimo, da nekdo iz tega odnosa ne odide, da se ne odloči, da bo z njim prekinil? Ni enostavnega odgovora. Ne? Ker nekateri v bistvu vztrajajo v odnosu samo zaradi videza, samo zaradi okolice. Kaj bodo pa ljudje rekli? Tudi recimo v ruralnem okolju, ne, tudi ni nujno, da je vezano na nek materialno bogat svet in se je težko ločiti, ker je potrebno se dogovoriti potem, kdo, kaj bo od koga in tako naprej. Ne. Gre za v bistvu osebnostno strukturo obeh, in tistega, ki je bolj žrtev kot druga. Zdaj gre za konstantno igranje vlog, ki niso v redu, ki niso dobre. In vzorec, ki se ponavlja v taki družini, kljub temu, da je izčrpavajoč in toksičen, je pa nekaj, kar nam je poznano. Je nekaj, kar je raslo, kar ima svoje korenine, je neko prepričanje, da ne zmorem drugače in da seveda druge poti sploh ni, ker je to tako udomačeno in tako na nek način varno, poznano. Ker ljudje težimo k tistemu, kar je varno, ne? Tisto, kar nam je poznano. Ne? Velikokrat se osebe, ki imajo v svoji primarni družini, recimo alkoholika, ne, odločijo za partnerja, ki je alkoholik, ker z njim zna ravnati. Ker je to poznano področje. To so vzorci, ki jih podedujemo. Ja, nekdo, ki bi bil zelo prijeten, empatičen, odprt, ne, po duši bližje mogoče. Ampak je preveč opcija, ja, se kako ne že s takima, ne, kaj se pogovarjama, ne, kako ne si sploh predstavljama to vrednost ljubezni, pozornosti, se jo pa nismo mogoče vajeni v tistem okolju, ne. Ampak recimo, ne, obe sva mami. Ti imaš 3 dekleta, sama imam sina. In ko se ozrem nazaj v preteklost in vidim svojega odraščajočega otroka, ki ni več otrok, je že moški, ne. Kdaj je zrasel? Se vprašam, koliko stvari sem jaz pravzaprav v ravnanju nehote naredila narobe. Recimo, a sem ga dovolj spodbujala, da je samostojen, da je samozavesten, da je odločen, da bo vztrajal na poti, ki si jo je izbral. In včasih se mi zdi, da sem bila morda
pri tem prestroga, preresna, da ne vem, da sem ga mogoče omejevala, ne hote, da sem naredila takšne življenjske napake, ki jih pa zdaj recimo pa skušam odpravljati v pogovoru z njim, ne? Predvsem ob družinskih kosilih. Si zdaj zadala nalogo. Ja, vse mame to počnemo, po moje tudi očetje, ne? Kaj bi zdaj za nazaj popravili, ne? Ampak za nazaj ne moramo, pa ne samo z otroci, ne? Tudi s partnerjem, tudi v nekih drugih odnosih, prijateljskih, delovnih odnosih, a ne? Za nazaj ne moramo narediti koraka in hopsant nazaj v preteklost in reči tistega datuma tam in tam bom naredil to drugače, bom rekel to drugače in bo vse drugače. To se ne da. Ravno tako ne moremo poskočiti v prihodnost, a ne? In tam en scenarij urediti tako, da bo čist na našo kožo pisan. Tako da meni je zelo tolažilno in tudi sporočilno, da vsakdo v vsakem trenutku z vsakim dejanjem pri vzgoji, pri navodilih, pri izražanju, pri postavljanju enih dogovarjanj odnosa naprej, naredi iz sebe, kar da navzven, največ in najbolje, kar zmore in zna v tistem trenutku. Medve se zdajle pogovarjava najbolj mogoče, kolikor lahko v tem trenutku znava in zmoreva. In tudi mi v vsakem trenutku naredimo najboljše, kar lahko. Če smo bile prestroge do otrok ali premile v kakšnih situacijah, ali preveč vztrajajoče ali nevztrajajoče v partnerskem odnosu, ali kdaj ponižujoči, ali kdaj preveč pohvalni. Skratka, vsa paleta zgodovine z različnimi občutki, izražanji, dejanji, besedami so bile v tistem trenutku, je bila v tistem trenutku najboljša verzija mene same. Glede na zgodovino notranjo, ki jo imam, to pa poudarjam. Glede na stališča in prepričanja, ki jih imam iz svoje primarne družine in iz okolij, kjer sem se potem gibala. Kot posledica izobraževanja sem že mogoče preuredila kakšna stališča, prepričanja. Ob kontaktih z določenimi ljudmi, sploh če so bili dolgotrajajoči, zopet preokviriš kakšno stališče in prepričanje. Super je, če v boljše, da ni še bolj omejujoče, recimo. Tako da v redu je. Vse, kar naredimo, vse, kar rečemo, za nazaj ne moramo popravljati in smo naredili najboljše, kar smo mi takrat lahko. To pomeni, da je pomembno, da smo zdaj in tukaj, da živimo ta trenutek in da morda z neko iskrico v očeh, z posebno svetlobo v očeh, gledamo v prihodnost pa rečemo, se bom trudil ali pa trudila, da tega ne storim več, če vidim, da nima dobrega vpliva. To pomeni, da se moram sama s sabo soočiti. Pogled vase, se pravi sebi postavljati ogledala. Če se nam to zdi smiselno, če pridemo do točke, kot že omenjeno, do momenta, da pa sem jaz tista, ki kreiram svoje življenje, ki kreiram svojo sedanjost. In da je to moja naloga pravzaprav, ne pa korigiranje drugih oseb, potem je to za duševno zdravje in duševno ravnovesje in stabilnost najboljša formula. In je tudi najboljša tehnika, ko si prej omenila. Začne se res pri majhnih korakih. To, da se nekje v sebi postaviš na eno distanco in se tako malo odstrani ali pa od zgoraj pogledaš, kaj kvasiš. Kaj težiš. Kaj težiš, ne? A bi rekel? Nekaj težiti. No, ampak ta kosila, ko si rekla, ta kosila, ko ti pa tam z vso odgovornostjo ne pristopiš, pa bi nekaj, vse to pa ima tudi svoj smisel. Če je bilo kaj takega, da se tebi zdi, da se res niso dobro počutili ali pa da se ni dobro počutil, in prideš ven z eno nevtralno pristnostjo, ne z dramo, ko še pušilc, pa to tako ni treba, čim manj drame, ampak iskrena pristnost in toliko besed, kot je treba, nič več in nič manj. Da če bi zmogla, bi takrat naredila kaj drugače, ker to ne zmoreš, pa zdaj poveš, da zdaj to vidiš. Tako, v bistvu sem pripravljena poslušati
in tudi pripravljena se spremeniti, recimo, ne? Ker v bistvu nehote ob sinu rastem. To sem zdaj pogruntala, da v bistvu sem dovolila, da ga poslušam, da ga jemljem kot osebo, ki lahko vpliva name, ki mi lahko pove. Predvsem je pa pomembno to, da to zaupanje se mi zdi, da pa zelo, zelo pomembno. Ne? Da ti otrok, partner ali prijatelj ali pa sodelavc, sodelavka, da ti zaupajo. Da vedo, če nekaj obljubiš, tako tudi bo. In da vidijo, da se trudiš. Kljub vsemu, da delaš napake, nehote, ali pa nimaš dneva, pa vseeno je pa to zaupanje, ko ti ga pa pokažejo na tiste trenutke, ko to najbolj potrebuješ. To se mi zdi. In zaupanje je prvi korak dobrega stika, ne? Tudi pri mojem delu, ne? Kjer osebe že imajo težave v duševnem zdravju. Ne? Zaupanja ne moramo preskočiti in se pol dela, da se mu toliko fajn z nekom. Ne? Pa jaz tega poznam, pa unga poznam, pa tretjega, pa veš, tam smo se dobili. To je vse na zelo eni lepi, kolegialni ravni. Ne? Ampak mi o teh ljudeh običajno ne vemo zelo veliko, ne? Se ne družimo prav vsak dan, ne vzpostavljamo nekega poglobljenega odnosa, se tudi mogoče nima smisla in ni potrebno. Ampak to niso tiste osebe, ki bi mi lahko k njim prileteli za eno stisko, za neko znanci, dobri kolegi, prijatelji različnih vrst, saj vemo, prijatelja imamo enega ali dva, ne. Tako, ja. Če jih imamo 10 ali 15, to se je že za vprašati. To so drugi odnosi, zelo prijetni in čudoviti za takrat, ko se vidimo. Ampak to, o čemer mi da govoriva, je druga globina, je drug odnos in zaupanje je tisto res, kar je dobro, da v domačih in pristnih in najbližjih odnosih gojimo in negujemo. In kadar tega ni, kadar si z nekom ne morva priti blizu, kadar je en velik prepad vmes, takrat je spet točka, ko se lahko vprašam, kako od tu dalje, če je to naš bližnji odnos. Predno pademo v prepad. Preden se začnemo izčrpavati ali živeti pravzaprav v domačem okolju neko kolegialno življenje. In življenje zato, ker smo nekoč nekaj obljubili. Veš, z obljubo ni nič narobe in je lepa in je krasna, ampak lahko si premislimo, ampak potrebno je skomunicirati, potrebno je se pogovoriti, potrebno je odpreti, če se pogovoriti še da. V bistvu so to neke vrste toksični odnosi, iz katerih nekako ne moreš odideti zaradi preteklosti, vsega, kar si že prej tudi naštela, ampak se pa potem zatečeš lahko v bolezen. Različne oblike bolezni. To pomeni, da to notranje neravnovesje vpliva tudi na fizično telo. In si več pri zdravniku, kot pa pravzaprav doma ali v službi. Lahko, seveda je lahko. Ni vse seveda psihosomatika, tukaj je treba biti zelo previden, tudi jaz sem pri svojem delu. Ne moramo za vse reči, zdaj imam pa tlele en mozolj, to pa zato, ker se že cel teden sekiram. Tako da je zelo potrebno in pomembno, da gremo po korakih. Da se najprej oglasimo mogoče pri svojem zdravniku in rečemo, tole mi ne štima, ono mi ne štima, gremo malo v laboratorij, naredimo kakšno preiskavo. Mogoče se izkaže, da je nekaj, kar je v smislu infekta, v smislu nekega sproženja, neke težave na telesnem področju, ampak ni nujno, da je vse psihosomatika. Seveda jo pa opazimo, sploh če se opazujemo daljše časovno obdobje, če vemo, da je nekaj vzročno-posledično povezano, recimo kakšno bruhanje, driske, kaj podobnega. Sicer pa
je bolje, da se kot da opazujemo svoje znake pretirano in se s njimi ukvarjamo, ustavimo na način, da pogledamo vase, da rečemo, kaj je tisto, kar jaz živim, kaj je tisto, kar želim biti čez 1 leto, čez 5 let, kdo sem, kam potujem, kam grem. Pa ob kom se vidim. Ne, se Ob mi zdi, kom da- se vidim, kdo je tisti, ki me navdihuje, navdušuje in ima kar po nekaj alinejah definicijo ljubezni morda. Obstajamo ljudje, Ja. tudi ki zelo težko rečemo ne. Ne? Aha, In včasih se zamisliš, recimo, zakaj pa je meni tega treba? Ne? Ja. Torej, dobro je tudi kdaj reči ne Aha. in vztrajati pri tem ne. Ne? Ja. Ljudje imamo težave, kako reči ne, če smo celo življenje govorili, da je ok, pa se nismo dobro počutili. Pa je bilo iz zunanje okolice povabilo, da še to in še to in še to, in so mi rekli še ja, ja in ja. In to je vzorec vedenja, vzorec obnašanja, je del našega notranjega sveta, pretirane empatije, ki že sega čez zdravo mero empatije, a ne? Gre že v izčrpavanje. In pravzaprav je to podobna zgodba, o kateri govoriva. A ne? Pogledati vase, se nekako tudi s pomočjo strokovnjakov naučiti, kako komunicirati, do kje si dovoliš mejo postaviti in kje je tisto, kar spustiš naprej. Ker na postavljanje mej imamo mi vpliv. Imamo vpliv na to, kaj si dovolim in kaj ne. Imamo vpliv na, kaj še imamo? Vpliv imamo na sedanjost, na današnji dan, na trenutek, kaj bom jedla, kako se bom obnašala, kaj bom spregovorila, koga bom poklicala, kako se bom pogovarjala. To imam jaz vse moč in vpliv. Nobenega vpliva pa nimamo, kot so že rekli, na preteklost, na obnašanje drugih, na to, kaj drugi govorijo o nas, kaj drugi sodijo o nas pravzaprav. Ne? Nimamo vpliva pravzaprav tudi na izide našega truda. A ne? To je zelo fascinantno. Mi se lahko zelo trudimo za eno stvar, za vzgojo otrok recimo, ne? Lahko zelo vse dobronamerno usmerjamo, da bo ja, ne, punca to, pa fant to, pa to. Ne? Ne? Ni nujno, a ne, da se bo izšlo tako, da bomo z našimi očali, ne, spet z našim notranjim svetom, če ga ne preoblikujemo malo, mislili, da nismo uspešni, da to nam pa res ni ratalo. Ne. Ampak nima se smisla preveč ukvarjati s stvarmi, na katere nimamo vpliva, jih zgolj opazimo in se ukvarjamo s stvarmi, na katere imamo vpliv. To pomeni, če ponazorim s primerom, da je čisto v redu, če sin ni doktor znanosti, ampak je samo mehanik. Ja, ampak seveda, sej ni samo, ne, to je družbene lestvice so takšne. Ja, so take družbene norme in tako. Ampak dober mehanik danes ga je težko najti, ko ga pa najdeš, ga pa obdržiš. Seveda. Ne. Doktor znanosti je spet samo predstava nekega posameznika, da je to in sploh. A ne. Vendar kvaliteto življenja določajo popolnoma druge stvari. Določa človečnost, sočutnost, prava mera empatije, spoštljiv odnos, ustrezna komunikacija, skratka, popolnoma druge stvari, da mi dve rečemo, ta je pa v redu človek, a ne? Tako, ja, v bistvu se moraš vprašati, kakšna je oseba, ne kakšno ima titulo pred svojim imenom in priimkom. Seveda lahko da nekaj z tega področja svetu, na en način, kot mehanik, na en drug način. Ne? Tako. Ampak se mi zdi, da so določene osebe zelo obremenjene s tem, ne? S kom se družijo, ali ima titulo, ali nima titule, ampak pomembno, tako kot si prej rekla, pomemben je človek. A se ti v njegovi družbi dobro počutiš? To šteje. To je življenje, pravzaprav. To je edino, kar šteje. To je edino, kar šteje. Ker
Se pravijo, ko maske padejo, se marsikaj razkrije lahko, ne? Ostanemo brez maske, ne? Ja, in to, ko rečeš, marsikomu je pomembno, kakšne titule ima, ne? Tisti, ki to izraža in mu je pomembno, je zagotovo tekom svojega otroštva zacementiral neka stališča in prepričanja, ki jih je tudi sam poslušal, ne? Iz svojega okolja, ne? Iz primarne družine. In mu je bilo verjetno velikokrat rečeno, če ne boš to, nisi dovolj pomemben. Če ne prineseš petko, nisi dovolj pomemben. Ko otrok dobi ta sporočila iz svoje, ne, ali pa vezana ljubezen mogoče, ne, ali pa pozornost starša na to, da prinese neko material, ali pa doseže neko materialno ali pa neko dobro oceno, ne, v šoli. Ne. Poznamo starše, ne, ko je otrok briljanten, gimnazijec, in prinese pri testu 30 točk od 32, na primer, in ga starš vpraša, kje sta zmanjkali oni dve. Namesto, da bi in tako sporočilo že osnovnošolskemu otroku ali pa malčku, ne, raste z njim in se oblikuje in krepi. In zagotovo tudi, ko doseže marsikaj v življenju, lahko tudi sam ponavlja ta stališča in prepričanja svojim otrokom, ali pa postane tako ranjen tudi v sebi, da če bi mu podelili morda Nobelovo nagrado, ne bi občutil radosti in sreče, ker še vedno malo manjka. Ker manjka do tiste popolnosti. Ker če dobiš sporočila, večina sporočil tekom svojega otroštva, odraščanja in pa tudi v partnerskem odnosu, da nisi dovolj dober in da vedno malo manjka in da ne ustrežaš pričakovanjem svojih staršev, tudi če ne rečejo naravnost, pa rečejo ti nekar dej tako in tako, ne, ampak vzdušje in med vrsticami je pa jasno, ker nisi mojih pričakovanj izpolnil, si me malo razočaral ali pa zelo. In kako potem gre takšna oseba skozi življenje? Kakšna je samopodoba te osebe? Ja, ponavadi je res ta samopodoba ranjena, ni nujno, da samozavest tudi. Lahko je samozavest zelo očarljiva. Samopodoba nekje globoko pa ranjena in stisnjena vase in umaknjena vase. Torej, v vsakem primeru je pomemben monolog s seboj. Ta monolog mogoče uresničujemo lahko tudi na sprehodih. Lahko. Ali pa z enimi pomembnimi vprašanji, recimo o učljivosti. Ne? Recimo, zelo slabo je, če smo na točki nezavedne neusposobljenosti, bom rekla. Kaj bi to bilo? Nezavedna neusposobljenost. Recimo, jaz se sploh ne zavedam, da nisem usposobljena za nekaj ali pa da kar nekaj govorim in nekaj trosim in imam tudi tako veselje do tega, da že ptički čivkajo, kako jaz nisem, da si mislim, da nekaj obvladam, pa pravzaprav ne. Recimo, kdaj opaziš kakšnega predavatelja lahko, ne, ali pa kakšnega strokovnjaka, ki je tako na pol strokovnjaka, ne, pa mogoče vehementno govori o nečemu, neki temi, pa pravzaprav vidimo, da nima pravih podatkov, da se ni dovolj pozanimal, ampak neka samozavest je strašno v spredju in se tega sploh ne zaveda, ne. Ko pridemo do točke, ali pa ko ta oseba pride do točke, točke zavedne neusposobljenosti, ne, pomeni, da se je začel zavedati, jaz se bom mogel pa malo bolj pripraviti, jaz bom pa mogel malo bolj vase iti, bom mogel malo bolj raziskati ta svoj notranji svet. Skratka, na več področjih in začne neko pot, ne, ki se lahko nadaljuje, če je človek pripravljen in pride do točke zavedne usposobljenosti. To je točka, ko začnemo intenzivno delati na sebi. Čitati, se pogovarjati, iti na kakšen seminar, se pozanimati, najti strokovnjaka. Skratka, smo ugotovili, si postavili ogledalo, da takole pa ne bo šlo več naprej. Gre res za en notranji preskok,
do točke, ko se tako zelo naučimo, tako spremenimo življenjski slog na psihofizičnem nivoju, na celostnem nivoju pravzaprav, da je to že kar nezavedno in delujemo iz enih drugih nastavitev. Iz nekega naučenega, novega, notranjega sveta, ki je bolj uporaben za naše življenje. Recimo, če se še enkrat ustaviva pri tem pogledu vase, kaj se je zgodilo s teboj, recimo, v trenutku, ko si se odločila, da boš poglobljeno pogledala vase, v svojo notranjost, kaj si takrat odkrila, si kaj novega odkrila o sebi, recimo? Veliko deficitov, veliko izzivov, recimo, čist na bazičnem nivoju, da sploh ne mislim, kaj jem, a sploh kaj jem, koliko popijem, a sploh kaj popijem, koliko, ne, skratka, čiste, ker sem se slabo počutila, ne, in tako. Potem sem prevetrila moje gibanje, moje telesno počutje, ki je bilo boleče, mišice zategnjene, popolnoma nič se skoraj nisem gibala, samo mislila sem, koliko se gibam, če se za vikend malo gibam, ne. Skratka, eno drugo strukturo teh osnov sem naredila. Potem pa kljub temu, da delujem že celo življenje na področju duševnega zdravja, sem še dodatno začela brati, se pogovarjati, razmišljati z drugimi očmi o določenih tematikah, ki so res prinesle pravzaprav še neke nove uvide. Veš, to je tisto, ko poslušaš recimo, ne vem, o eni temi že trikrat, petkrat, šestkrat, pa ta šestič dobiš aha momenta, ne, pa rečeš, ja, lej, to je tisto, kar je potrebno spremeniti. Ja. Drugače pa resnično brez spremembe, Smilja, ni spremembe, a ne? Torej, kaj svetuješ, kdaj je tisti primeren trenutek, da se poglobimo vase, in potem, ko se poglobimo vase, kaj je naslednji korak? Ne vem, kdaj je primeren trenutek. Ne vem, ker ga začutimo. Včasih za koga ni nikoli tega trenutka, veš, saj odživimo svoje življenje, ne da bi bilo kaj posebno katastrofičnega v teh svojih gabaritih, če lahko tako rečem, a ne. Lahko bolni, lahko razočarani, lahko osamljeni. In tudi to je življenje, ne. Ampak moment so ponavadi res se nekaj zgodi. Ali bolezen, ali neko fizično nasilje, hudo psihično nasilje, mogoče tudi odzivi okolice, ki ti dajo misliti, morda tudi kakšni odzivi otrok. Zelo različni ljudje začnejo s to svojo potjo bližje do sebe. Torej, koraki, ki jih naredimo predvsem zase. In če se bomo mi dobro počutili v svoji koži, to pomeni, da se bodo v svoji koži dobro počutili tudi vsi, ki so okoli nas. Ne? Ko smo mi bolje, so tudi drugi bolje, in to se čuti. Ne, ko se opazujemo že zjutraj, ko v službo pridemo, če pridemo v dobri energiji, naspani, spočiti, z mislijo, ne, misel da občutke, a ne, in če so te misli take, da niso zaskrbljene za nazaj, zelo ne zapletene, zapredene v neke zgodbe, ampak so naravnane v sedanjost, v nekaj lepega, v nekaj, kar je optimistično, svetlo, potem se to odraža na naših korakih, na naši drži, na našem dobro jutro in tako naprej. In več kot si tega poklonimo v naše misli, na to imamo vpliv, a ne, kakšne misli šofiramo po naših možganih, če se seveda zavedamo, ne, in opazujemo to, potem je naše delovanje lahko zelo, zelo drugačno. Krasno. V bistvu sva
marsikaj načeli, nadaljevali, bova morda še kdaj prihodnjič. Tema je vsekakor zanimiva, široka. Poleg tega pa nisi samo strokovnjakinja za duševno zdravje, kako se zazreti vase, nisi samo svetovalka, prijateljica, ampak si tudi mama. Kakšna je pa ta vloga, biti mama? Ja, sem hvaležna, da si tole vprašala, ker to je pa ena čudovita vloga, ki mi je dana v življenju. Biti mama je res privilegij, ki ga zelo spoštujem in sem hvaležna za to. Moje hčere so že take kar velike dame, 25 let, 23 let in pa 16 let. Glasbenice? Glasbenice, vse tri, ta velika celo poklicna, je skladateljica, ta srednja hči je saksofonistka, vendar nadaljuje študij psihologije in naša najmlajša gimnazijka. Tako da mi vsa dekleta smo prepletena z glasbo, veš, tudi jaz. Tudi jaz sem nekoč, jaz sem bila zborovodkinja, pa sem tudi jaz v svojih študentskih letih se učila solopetja veliko let. Tako da glasba je del našega bivanja, del mojega bivanja, tudi del moje identitete. In me spravi, uči se eno drugo energijo, ne? Tudi glasba. Tako da glasba je lahko zelo tudi pomirjujoča in celo terapevtska. Tako da, kadar smo žalostni ali pa nismo v notranjem ravnovesju, si zavrtimo glasbo. Ja, si zavrtimo glasbo, ki nas ne bo še bolj vznemirila, torej je zelo pomembno, a ne, če vzamemo glasbo kot neko sredstvo, ki zdravi, naj bo takšna, da nam takrat naredi ravnovesje. A ne? Torej, če smo preveč vznemirjeni, je dobro, da je glasba takrat takšna, da umirja, da je ritem, glasnost in cela melodija, cel ustroj glasbe takšen, da da na tehtnici kontrautež. To je tisto, kar se mi zdi zelo Pa verjetno je tudi pomembno, da se ne zapiramo vase, v en prostor, temen prostor in ostajamo v njem. Ampak predvsem ne ostajamo v njem. Ampak gremo ven. Ne glede na to, da se morda tisti trenutek ne počutimo najbolje, kar ugotovimo skozi pogovor, da vendarle stvari niso tako temne, kot se nam mogoče tisti trenutek zdi. Ja, res je, vendar je dobro, da ni nič na silo. A ne? Polje miru in tišine zelo veliko potrebujemo na tej poti. Seveda, če ne presega neko bolezensko raven, a ne, se pravi, da človek niti ne zleze iz postelje, ne, da se ga že loteva neka poglobljeno slabo počutje, depresivno počutje, ki se poglablja, da to trajajo dnevi, morda tedni, ko ne more oditi iz postelje. To pa so momenti, kjer pa je potrebna strokovna pomoč, Tako, takrat pa jo pač poiščemo, kaj ne? Hvala za tale, jaz bom rekla, zelo prijeten, globlji pogovor, kot smo ga običajno vajeni. Strli sva, se mi zdi, da kar nekaj orehov, nekaj jih bomo strli sami doma, ko bomo ostali v stiku s seboj, kaj ne? Ja. Ko se bomo povabili sami sebe na pot, da postanemo boljši opazovalci sebe. In da bi si dali, to želim res pravzaprav vsem, ki smo zdajle v kontaktu, da bi si dali notranje dovoljenje, da pogledamo vase, da si postavimo ogledalo, če to ne zmoremo, pa lahko poiščemo tudi kakšnega prijatelja, prijateljico ali pa strokovno pomoč. Hvala, Jacinta Dovršek, za vse dobre misli, iskrene želje in naj bo na tvojem obrazu še naprej sijoč nasmeh. Hvala, hvaležna sem za tole, hvala. Spoštovane in spoštovani, tole je bila še ena epizoda podcasta Posavskega obzornika Odmevi Posavja in nasvidenje prihodnjič.